v moji družbi, znova dobrodošli v oddaji Začnimo teden z Lilisorom. Znova je tema leto 2026. Ste pripravljeni, da bomo računali? Imate prste, kalkulatorje, papir pripravljene? Nič kompliciranega ne bo. Torej, danes se bomo naučili izračunati vaše numerološko leto, v katero stopate. Povedali bomo, zakaj bo leto 2026 dobro, zakaj bo mogoče malo slabše, seveda pa bomo začeli najprej pri letu 2025. Torej, leto 2025 je tisto, ki zaključuje 9 let dolg cikl človeštva. Po domače povedano, če se sprašujete, zakaj se folk meša, zakaj se nam trga, zakaj vse več nenavadnih novic, zato. Takoj na začetku pa bomo dodali, da te energije so se sprožile že v mesecu oktobru. Energije leta 2025 se bodo občutile še nekako do marca 2026. Kar pa želim povedati pa je, da gre Slovenija v numerološko leto 5. Se pravi, za Slovenijo se obetajo razburkani časi, hitre spremembe, vse več vpliva mladih, tudi fluktuacije mladih, tako ven iz Slovenije kot v Slovenijo. Bo kar nekaj, bomo temu rekli zanimivosti, kar nekaj škandalov, kar nekaj sprememb, nihanja, negotovosti, definitivno pa tudi čas razmaha tega, da pogledamo. Zdaj bom rekla preko plota, ampak na dober način. Se pravi, da začnemo razmišljati izven svojih nekih okvirjev, outside the box. Veliko bomo verjetno tudi posnemali tujino, velikokrat si bomo želeli biti cool. Ne vem, kolikokrat nam bo to uspelo, ampak kakorkoli že, vse te novice, katerih smo nekako deležni od oktobra, novembra, decembra, zdaj govorim izključno za Slovenijo, kar nekako so uvertura časa, v katerega gremo. S tem vas ne želim prestrašiti, želim vam povedati, da nas bo guncalo, da če se zdaj sprašujete, zakaj se folk cufa, se boste potem še bolj, in ko vemo, da gre tu samo za določeno obdobje, ki je potrebno za to, da vidimo, kaj ne deluje, kaj spremeniti, in če govorimo zdaj v nekem kontekstu novega cikla človeštva, kaj ni bolje, da damo to skozi prej, to je mogoče malo ponesrečeno rečem, to puberteto damo skozi prej kot kasneje. Saj veste, kaj so govorili, ko sem jaz odraščala, ne? Še zmeraj boljš, da otroka zmeče, ko je v osnovni šoli, kot v srednji šoli ali še kasneje. Se pravi, dajmo to mogoče gledati kot neko tako pubertetniško obdobje naše lepe Slovenije, za katero sem pa denimo za leto 2024 rekla, da bo spominjalo sem ter tja na otroški vrtec, in res dejansko so bili taki naslovi proti koncu leta v medijih. Ok, se pravi 2026, nov cikl, novi začetki, nove stvari, napredek. A nam bo vse všeč? Ne. A bo zdaj končno mir? Ne. Gremo pa končno v čas, ki je malo bolj konstruktiven. Se pravi, če rečemo, da je bilo leto 2025 obdobje zaključevanja, tudi podoživljanja preteklosti, zdravljenja stvari, predvsem pa zelo nenavadnih dogodkov, tista petka na koncu nas je kar malo prevetrila, bomo temu rekli, potem zdaj govorimo o času, ki bo v ospredje postavil dom, družino, ljubezen do sebe, naš odnos do sebe, dobre, kvalitetne vrednote. Prevetrilo bo to leto naše prioritete, kako se odločamo, kako ravnamo, ali se odločimo in potem to tudi storimo, ali se samo odločimo in govorimo. Se pravi, bo leto, ki bo bolj čustveno, leto, ki bo zelo intenzivno, leto, ki bo zelo močno, leto, ki bo prineslo prelomnice, leto, ki bo od nas pričakovalo, da smo nekoliko bolj samostojni, da razmišljamo ne samo s svojo glavo, ampak predvsem tudi s srcem in našo vestjo. Se mi zdi, da je postalo kar malo popularno, da vse, če me ne dobijo, nisem ničesar kriv, saj se nobenemu nič ni zgodilo, se pravi, nehajmo hvatati krivine, bom temu rekla. Definitivno čas, ki se bo osredotočal na odnose, znova se lahko pripravimo na drugačne definicije odnosov, na spremembe, ki pa bodo tokrat, jaz mislim, malo bolj v tradicionalni, starokopitni smeri. Absolutno bo znova v ospredju tudi ženstvena energija, koncept ženske kot boginje, kot bojevnice, kot matere, kot ljubimke, kot mladenke. Se pravi, kaj je tisto, kar ženstvena energija sploh je? Sposobnost sprejemanja. In se mi zdi, da v času, v katerem smo, se od nas pričakuje, da smo odločni, pa influencerji, pa ne vem kaj še vse,
Redko se nas spodbuja pri temu, da gremo v svoje ranljive dele, da skomuniciramo svoja čustva, da artikuliramo, kaj potrebujemo in predvsem, da to potem sprejmemo, brez da bi zraven kar malo pričakovali, da bo šlo itak slej ko prej nekaj narobe. Itak to ni čisto tako, a ne. Se pravi, vse tiste, bom rekla, slabe izkušnje, razočaranja, ko ste bili prizadeti, ko ni bilo vse zlato, kar se je svetilo, ko so bile platnice bleščeče, vsebina bolj klavrna, vsi ti občutki bi se lahko znova nekako pojavili in nam predstavljali izziv. Se pravi, dragi moji, ne glede na to, v katero leto greste, sami sebe boste s seboj odnesli, pravi, pustite stvari, ki ste jih predelali, lekcije, ki jih imate za seboj, odnose, razočaranja, izgube, občutek, da ste manj vredni, občutek, da za vas pa ni, občutek pomanjkanja, občutek ujetosti, občutek utrujenosti, vse te stvari, ki so nekako sestavljene iz nižjih vibracij, se trudite pustiti v lanskem letu. Četudi ste kot otrok in si govorite, drugo leto bo bolje, četudi je to placebo, četudi tega morda ne verjamete, dajte investirati sebe v to, da je leto 2026 obdobje novega pričetka. Dajte se resnično potruditi, planirati, strukturirati. Kajti, veste, ko bomo prišli v tiste malo bolj turbulentne vode in trenutke, če ne bomo vedeli točno, kam gremo, nas bo kar malo razmetalo levo, desno. In je škoda. Po drugi strani bodite odprti novitetam, bodite odprti drugim osebam, drugačnim odnosom, drugačnim navadam, drugačnim kulturam, drugačnemu načinu razmišljanja, funkcioniranja, kajti tam pravzaprav jaz mislim, da za množico ljudi leži tisti prav napotek, kako naprej. Vsi smo vse, vsi smo beli, vsi smo črni, vsi smo kopica odtenkov sive, najbolj pomembno pa je, da v teh niansah sive barve smo resnično avtohtoni. Mi. Torej, dragi moji, zdaj pa verjamem, da me imate že dovolj in da je čas, da začnemo računati. Torej, osebno numerološko leto za 2026 izračunamo takole. Dan plus mesec vašega rojstva plus 2026. Torej, jaz sem rojena 12.8. leta 1900... Pardon, nekaj mi strašno draži suh zrak. Se pravi, bom seštela 12 plus 8 plus 2026, toliko časa, da pridem do ene same cifre in to je 3. Stavite video, prepišite si, v miru zračunajte. Naj vam namignem, da 2026 kot enega lahko doštejete tudi tako, se pravi 12 plus 8 plus 1, pa bo mnogo hitreje. Pa si pripravite za sebe, za svoje drage, za tiste osebe, ki vas zanima, v kakšno leto grejo in pejmo. Drage enkice, se pravi, tisti, ki greste v osebno leto 1, predvsem za vas se obetajo novi začetki, prelomnice. Zelo pomembno je, da letos poslušate sebe. To velja za vse nas, tako da mogoče bom to pri vsaki številki poudarila, za vas še posebno, kajti ste v letu napredka, ste v času dejansko koraka naprej. To pomeni, da bo življenje od vas ravno to pričakovalo, da ste samoiniciativni, da naredite prvi korak, da se vi odločite. To bi lahko karikirali takole, če sem zdaj jaz vesolje, takole vas gledam, pa si mislim, no stari, kva je zdaj, kaj se boš odločil, kaj bi ti rad. In ko se res odločimo, se to na energijskem polju močno pozna. Se pravi, ko se boste vi odločili, vam bo energija sledila. Ne čakati, da boste dobili potrditev, ne čakati, da vam bo nekdo požegnal, ampak pejte naprej. Če ste ujeti v čemarkoli, lansko leto verjamem, da je bilo čustveno naporno, na vas je vplivalo število 9, ki je vedno malo bolj, bom rekla, emotivno, podoživljamo preteklost. Spravi, spustite vse tisto, kar ne funkcionira. To pomeni, da mogoče z nekimi osebami se letos ne boste veliko družili. Sploh ne s tistimi, ki mečkajo, s tistimi, ki ne vejo, kaj bi radi, s tistimi, ki ne verjamejo v vas. Torej, naj bo letošnje obdobje, naj bo leto 2025 za vaš čas, v katerem resnično prisluhnete sebi, svojim potrebam, kajti veste kaj, vi pravzaprav gradite nove sebe. Sebe gradite na novo. Zato mora staro ostati v preteklosti. Če boste zdaj lepo vlekli neke diskete in jih boste vtikali v vaš laptop, kaj mislite, da se bo zgodilo?
Torej, vse te načine razmišljanja in funkcioniranja, ki vas ne podpirajo več, prosim vas, pustite za seboj. No, in vsi tisti, ki pa stopate v numerološko leto 2, tudi vam bom rekla, da je ključnega pomena prisluhniti sebi, predvsem zato, ker ste v obdobju, v času odnosov, v času, ki bo v ospredje postavljalo vašo integriteto in pa vas bo spraševalo, kaj spuščate v življenje in kaj ne. Pravzaprav to je leto povezovanja na vseh področjih. Kako greste skupaj s sošolci, sodelavci, sosedi, sočlovekom na ulici? Kako se obnašate do trgovke, do šoferja, do varnostnika, do receptorja, do poštarja, do oseb, ki jih morda v življenju sicer niti ne zaznavamo? Kako pa se obnašate do sebe? Kako se obnašate do tistih oseb, katerih se bojite? Ali poveste svoje mnenje, izrazite sebe, kajti točno to bo življenje počelo. Če sem zdaj jaz vesolje, vas bom gledala in bom rekla, tukaj bom malo pritisnila na tvoje meje, pa tukaj, pa da vidim, ali misliš resno, da vidim, koliko ti sebe ceniš. Ja, absolutno se vam obetajo nove osebe, absolutno se vam obetajo drugačne izkušnje. Za vas ni lekcija popustiti, razumeti in podpreti. Za vas tudi ni lekcija biti vi prvi. Za vas je pravzaprav največja lekcija leta 2026 postaviti sebe na enakovredno mesto. To zdaj konkretno pomeni, ne čakati, da boste slišali, kaj sogovornik misli. Ne razmišljati, kaj bi drugim bolj pasalo. Posvetite se sebi, kako vi razmišljate, kaj vi menite, kaj vi potrebujete, česa si vi želite, na čemu boste vi delali in ko boste vi v svoji integriteti, vi v svoji energiji, vi v svojemu stebru luči, da rečem tako lepo ezoterično, boste postali svetilnik za tiste, ki so vam podobni, da vas bodo lažje našli. Letos, dragi moji, pravzaprav iščete in se povezujete z ljudmi iz vašega istega plemena, če se lahko tako izrazim, kot govorijo na internetu. Torej, vsi tisti, ki stopamo v osebno leto pod vplivom števila 3, najprej bom rekla, drage dame, če nimate namena zanositi, malce popazite. Izjemno plodno leto, ustvarjalno leto, razgibano leto, intenzivno leto, absolutno obdobje, v katerem bo naša bojna domišljija še bolj bojna. Se pravi, pazi, da ne boste vsake besede dojemali kot napad, pazi, da ne boste vsake priložnosti mogoče dojemali pa tudi kot obljubljeno deželo. Torej, ni vse, kar bomo slišali, kar bomo videli, kar bomo razmišljali, absolutna resnica in to velja v plus in v minus. Bomo v določenih situacijah zagotovo zelo optimistični, že skoraj da naivni, v določenih pa totalen skeptik in črnogleda oseba, ki meni, da nič ni možno. Vse to so vplivi števila 3. Namenjene pa so v bistvu temu, da mi pobarvamo, obarvamo, obogatimo svoje življenje. Torej, vsi mi, ki gremo v trojko, ne razmišlja, da je karkoli nedosegljivega, izraziti svoje čustva, predvsem pa se posveti tistim delom sebe, ki so še mogoče malo ranjeni. Se pravi, trojko povezujemo z notranjim otrokom in z otroštvom. Po eni strani se nam lahko uresničijo otroške sanje, po drugi strani pa se lahko odprejo še rane iz otroštva, ki potrebujejo našo pozornost. Zdaj, glede na to, da v letu 2026 gremo naprej in govorimo o samostojnosti, bo to predvsem zato, da boste prepoznali, kaj ste že predelali. To je tako, kot če bi vam nekdo zdaj potisnil račun 2x2 poštevanke, kaj boste šli nazaj v osnovno šolo se je učiti, ali boste rekli, saj to že znam. Se pravi, če tudi bi vas nekaj pogrelo, se vas dotaknilo, vas zabolelo, preveriti, ali pravzaprav gre za izkušnjo, ki vam prinaša potrdilo, da ste že veliko na sebi naredili in veliko predelali. In dragi moji, sreče se nas drži letos, jaz se že prav veselim. Se vidimo decembra drugo leto, kako je bilo. No, vsi, ki stopate v leto pod vplivom števila 4, malo bolj strukturiran čas, pomembno je, da planirate. Pomembno je, da imate zicleder, pomembno je, da veste, kam greste.
Štirka je tista, ki simbolizira rutino, pošteno delo, predanost, marljivost, mravljice. To pomeni, da stvari se bodo premikale morda malo bolj počasi, kot bi vam ustrezalo, malo bolj umirjeno, kot bi si morda želeli. Tukaj je zdaj zelo pomembno, kakšen tip človeka ste vi. Če ste oseba, ki rada počne stvari v miru, kvalitetno, potem bo letošnje leto super. Če ste nekdo, ki je težko pri miru dalj časa, ki si želi hitrih rezultatov, potem bo letošnje leto izziv. Definitivno pa postavlja za vse v ospredje fizično realnost, fizično telo, se pravi super obdobje za bolj zdrav način življenja, za oblikovanje novih, bolj zdravih navad. Idealno leto za gradnjo česarkoli, ali posla, ali zdravih navad, ali dejansko hiše. Izvrstno leto za vse tiste odločitve, ki so dolgoročne in zahtevajo trud, predanost, disciplino in pa predvsem zahtevajo neko vizijo za naprej. Se pravi, če se odločite zgraditi hišo, če se odločite zgraditi svoj posel, svoje življenje, svojo, bom rekla, duhovno rast, osebnostno rast, je letošnje leto idealno za to. Predvsem april bo mesec, v katerem se vam obeta kar nekaj, bom si drznila reči, kar obvestil vesolja. Se pravi, ne se oklepati tistih stvari, ki vidno ne delujejo, ampak po drugi strani pa nekako zdravo, staro, dobro, kmečko pametjo razmisliti, ali ne mara se vam samo ne mudi, kako se lahko potrudite na malo drugačen način, predvsem pa se vedno znova opominjati, kam pravzaprav greste, zakaj si tja želite in kaj ste pripravljeni vi storiti za to. No, vsi, ki stopate v leto 5, hoj ladri, z vami bi šla pa prav na kavo proti koncu leta, kajti če govorimo o novem pričetku, o napredku, o turbulentnih energijah in številu 5, ki pa prinaša spremembe, nihanja, drznost, potrebo po tveganju, tudi uporništvo, potem si mislim, da vam letos dolgčas ne bo. Izvrstno leto, da pridete ven iz vseh tistih omejitev, ki jih imate. Tudi pri vas bom rekla, zelo odvisno, kakšen tip človeka ste. Če ste umirjeni, če radi stvari počnete počasi, kvalitetno, disciplinirano, če ste bitje rutine, potem bo letošnje leto izziv. Če pa ste oseba, ki ima, no, glejte, sireno slišim, če ste oseba, ki se ji vedno mudi, ki mogoče včasih hvata krivine, ki je mogoče včasih tudi malo nestrpna, nepotrpežljiva, potem bo letošnje leto topogledno vam pisano na kožo, definitivno pa, če ste takšni, vam polagam na srce, bodite previdni, bodite preudarni, vzemite moč v svoje roke. Izvrsten čas za selitev, za spremembo, za preboje, za to, da končno nekaj storite takšnega, kar ste si vedno želeli, pa nikoli upali, pa je pomembno, da vemo, kaj je razlog. Da ni razlog užaljenost, da ni razlog uporništvo, ja, tudi to se vam obeta letos, da ni razlog, a jaz ste mi rekli, da ne morem, no zdaj pa bom, ampak da ste razlog vi. Se pravi, kakšne so v resnici vaše prioritete, kvalitete, česa si želite v življenju. Zakaj v letošnjem letu si boste hvaležni, ko boste stari 96 let, 106 let. Se pravi, dragi moji, izkoristite to leto za potovanje, za radovednost, za raziskovanje, definitivno pa bom zatežila po pameti. Ne se na hitro in na pol odločati tiste stvari, ki so življenjskega pomena. Vsi, ki stopate v leto 6, šestica bo letos močna. Ljubezen do sebe, poroka, ločitev, odnosi, nosečnost, ženstvena energija. Energija tiste ženske boginje, ki je mila, ki je materinska. Ampak vam pa da dve okrog kepe, vam pa še nekaj časa med ušesi malo zvonil. Se pravi, letošnje leto bo intenzivno, bo emotivno. To ni nujno slabo. Lahko bo izjemno romantično. Predvsem bodite pozorni na osebe, ki so nove in stopajo v vaše življenje. Velika verjetnost je, da gre za dušni dogovor, da gre za osebe, ki vam bodo pomagale pri tem koraku naprej. Vsi tisti, ki imajo močno šestico v svojih izračunih, so osebe, ki vedno postavljajo druge na prvo mesto, dom, družino, svoje najdražje in sebe običajno na zadnjo. Če se boste ujeli pri tovrstnem ravnanju v letošnjem letu, si recite, hopce fizel, bistvo šestice je, da sebe ne pozabim.
Torej, uvrstite tudi sebe na prioritetno listo, poleg svojih najdražjih, poleg vaših ciljev, poleg dosežkov, poleg vsega tega, kar menite, da vas gradi. Predvsem za vas bom rekla, leto vas uči, da so odgovori v vašem srčku, v vašem občutku. Ne morete se stisniti k Ferrariju, pa k diamantnemu prstanu. Stisnemo se k osebam, ki jih imamo radi in ki so za nas dobre. Se pravi, za vas se predvsem na tem področju pričakuje kar nekaj preizkušenj v smislu, če osebe, ki gradijo vaša partnerstva, vaša prijateljstva, vaše sosedske medsebojne odnose, niso dobre za vas, potem je prav, da naredite malo inventurnega popisa, tudi koga skenslate, skenslate, kajti prihajajo osebe, ki vam bodo pokazale, kaj ljubezen v resnici je. No, vsi, ki greste v sedmico, idealen čas za osebno, duhovno rast, akademsko izobraževanje, za raziskovanje svoje lastne resnice. Vaša podzavest bo močnejša, se pravi, če pravimo, da je leto 2026 emotivno, bodite pozorni, kdaj se mogoče malo čustveno intenzivno, bomo temu rekli, odzivate na situacije, ki mogoče te intenzitete, moči, drame, razmišljanja ne zahtevajo, na kaj pravzaprav je vam to pritisnilo. Sedmica je izvrstna za to, da si vzamemo več časa zase. Po vsej verjetnosti vam bo šla ravno drama na živce. Po vsej verjetnosti vam bo sem ter tja prijel odmik. Jaz se vedno pošalim, ženske, ko rabimo odmik, meditiramo, drevesa objemamo, svečke prižigamo, knjige beremo, delavnice poslušamo, v banji se namakamo in tako naprej. Veste, greste na pier s prijatelji. Kaj pomeni pravzaprav odmik in čas zase, je zelo odvisno od posameznika. Prav pa je, da ko boste začutili, da rabite odmik, da rabite mogoče time out, da to skomunicirate, se pravi, da poveste, poglej, nisem jezna, nič ni narobe, rabim samo malo časa zase ali drugačnega časa. Čutim, da rabim neko spremembo, čutim, da rabim spoznati nekaj novega. In spoznavali boste veliko novega. Sedmica je tista, ki raziskuje, ki želi vedeti vsak detalj, ki želi razumeti. Povezujemo jo s perfekcionizmom, seveda zato nekaj kar na pol, pa kar na hitro verjetno ne bo šlo. Torej, absolutno čas, ko lahko zelo osebnostno dozorite, tudi čustveno. Zato ne bo najbolj enostavno leto. Bo leto, ki vam bo vedno znova postreglo z vprašanjem, kaj je vaša resnica? Kaj je tisto, kar vi verjamete, da je res? Kako vi tvorite svet? In naslednje leto bo za vas zelo pomembno. Torej, kdo ste vi? No, vsi, ki stopate v leto 8, tudi to bo leto prebojev. O moj bog, tudi z vami bi šla na kavo decembra. Drugo leto, absolutno leto manifestacije. Polagam vam na srce, dušo, vse. Osredotočajte se na tisto, česar si želite. Smo v letu napredka, to pomeni, da so energije močne, to pomeni, da energije hitro reagirajo na nas, to pomeni, da gremo lahko hitro naprej. Vi pa letos manifestirate, se pravi, ko si boste ob 5 popoldne, ko bo gužva na cesti, ko bo dež, ko vas bo nekdo izsilil, ko se vam bo mudilo, ko boste tečni, ko boste imeli že vsega pohom kupa, rekli, a lahko še kaj? Ja, lahko, ti sam povej, vam bo reklo vesolje. Torej, osredotočiti se na svoje cilje, izbrati ključne cilje in se temu posvetiti. Res lahko napredujete. Wow, samo to bom rekla v letošnjem letu, pomembno pa je, da ste vi tisti, kot kočijaš, ki ima nadzor nad kočijo, nad konji, nad seboj. Se pravi, nad energijo, ki jo vi dajete, nad energijo, ki jo vi sprejemate in nad trenutkom, v katerem ste. Letošnje leto je lahko res magnetno, noro dobro, resnično vam lahko prinese priložnosti, o katerih niste nikoli niti sanjali, še boljše kot take, o katerih ste sanjarili. Ključnega pomena pa ste vi. Kako zelo ste vi postavljeni, kje je vaša samozavest, kakšna je vaša lastna vrednost, jaz temu rečem lastna dragocenost, kje so vaše prioritete, kaj vam je najbolj pomembno, kako zelo predani znate biti in dejansko ali znate ločiti seme od plevela. A je zdaj važno nekaj, kar mogoče čez 10-15 let ne boste več niti vedeli, da se je zgodilo, ali tisto, kar gradite za čez 10, 15, 20, 30 let. Spravi, osredotočajte se, zemljite se, bodite učinkoviti in bodite odločni.
In še 9, ja, za vas bo pa zanimivo leto, vam bom kar po pravici povedala. Leto 1, 2026 je leto napredka, koraka naprej. Leto 9 pa vemo, da je leto zaključevanja. Se pravi, za vas lahko to pomeni nekaj različnih si stvari in verjamem, da na različnih področjih se bodo tudi različno odražale. Prva je, da se nekaj zelo na hitro konča in zelo na hitro nekaj novega začne. Se pravi, dobite danes odpoved, jutri ste pa že na drugem koncu sveta. Nekaj podobnega se je dejansko zgodilo meni, dobila sem odpoved in čez en mesec sem živela v Barceloni. Tako da ne se ničesar, kar bi se na hitro končalo, letos oklepati. Obstaja možnost, da se bo vrnilo, se pravi, mogoče se boste z nekom skregali, se bo nekdo odmaknil, boste šli z nekom narazen, tudi v prijateljskih odnosih zdaj govorim, pa boste mogoče proti koncu leta ali naslednje leto našli znova skupno pot. Pomembno je, da vse, kar sodi v preteklost, čim prej pustite v preteklosti, da tega potem seboj ne nesete naprej v naslednja leta. Pravzaprav po eni strani, kakorkoli bo letošnje leto, naslednje leto za vas zelo močno, imate malo sreče v tej nesreči, kajti to, kar boste tokrat boste prepucali tudi na dušni ravni, se pravi, tudi ko govorimo o karmi, je to čas, da ko jo predelamo, jo res predelamo. Ne bom pa vam lagala, letošnje leto in naslednje leto, če imate v svoji podzavesti, če imate zahtevne lekcije, je lahko zahtevno. Zapomnite si, da so to stvari, ki so za vas dobre. Se pravi, včasih ne vidimo široke slike. Jaz, če bi bila danes še vedno tam v službi, pa v tistem odnosu, Bog pomagaj, nočem vedeti, kakšno bi bilo moje življenje. In kako zelo čudežno je bilo kasneje, ko se je ta prelomnica zgodila. Torej, 9 je čas tudi žetve, tudi zdravljenja, tudi sprejemanja sebe, tudi sočutja. Se pravi, najprej in predvsem imejte sebe radi. Takole, to je bila preglednica osebnih numeroloških let 1 do 9. Vaša osebna števila so nekaj drugega. Jaz upam, da ste našli vsaj malo smernic, vsaj malo napotkov. Jaz ne maram biti predolga, kajte vem, da potem se včasih izgubimo in mislim, da vedno znova se lahko vrnete nazaj k tej oddaji, še malo prisluhnete, se spomnite. Če pa je to premalo, pa seveda vam je na voljo moj vodnik, ki pa je za vsak mesec pravzaprav zemljevid, vaša osebna napoved, smernice, afirmacije, vprašanja, opozorila in tako naprej. Lahko pridete seveda k meni tudi na polurno svetovanje s konkretnimi vprašanji, da pogledamo točno, kaj vas zanima. Novost letošnjega leta pa je video voščilnica za vaše najdražje ali pa tudi za vas. 11-minutni video posnetek o letu 2026, kaj bo plus, kaj bo minus, seveda se osredotočam na plus. In pa jaz osebno se ful veselim znova druženja z vami. 10.1. Maribor, 17.1. Ljubljana in 24.1. Koper. Tako da, dragi moji, pejmo v letošnje praznike in pa novo leto res eno tako zvrhano mero optimizma in zaupanja, da življenje, veste, koliko lepega nama še za prinesti.